Lepo pozdravljeni v podcastu. Sem Igor Harb in danes gostim antropologa, dobitnika nagrade Bob leta in po novem tudi znanstveno-fantastičnega pisca dr. Dana Podjeda. Dan Podjed je izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava predmet epistemologija vsakdanjega življenja in raziskovalec na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer med drugim preučuje razmerje med človekom in tehnologijami. Je tudi avtor poljudno-znanstvene knjige Videni, ki je predstavila, kako družbena omrežja vplivajo na spremembe vedenjskih vzorcev ljudi in prihajajočega knjižnega dvojca Krizolacija. Ta vključuje poljudno-znanstveno knjigo o vplivu izolacije med pandemijo koronavirusa na družbo in znanstveno-fantastični roman, ki konceptualno spominja na priljubljeno Netflixovo serijo Črno ogledalo. Pa začniva z najbolj očitnim. Zastave, ki vas predstavlja tukaj na zaslonu za vami, ste izbrali Sreče ne najdeš v sebi, temveč ob sebi. Če se ne motim, se to navezuje na izjavo, ki vam je prislužila nagrado Bob leta, ki jo podeljuje Večer. Takrat ste dejali, imamo cel kup gurujev sreče, ki nas prepričujejo, da nismo dovolj srečni in da se moramo potruditi, da bomo bolj. A mislim, da bomo najbolj srečni takrat, ko se bomo nehali truditi biti srečni in ko bomo namenili pozornost drug drugemu. Kaj torej menite, da je sreča in kaj vas osrečuje? Predvsem ne osrečujem sam sebe, bolj ko se ukvarjam s sabo, bolj se mi zdi, da trpim. In zato sem najbolj srečen takrat, ko pozabim na sebe, ko sem s svojimi otroki, svojo partnerko, s svojimi prijatelji in ko jaz izginem. Ko jaz izginem, to se mi zdi tak ključen trenutek, ko pozabiš na sebe, ko daš vse za drugega ali pa drugemu ali pa si z nekom, se mu res posvetiš, ga pogledaš v oči, čeprav v teh revijah, ki jih vidim po kioskih, še vedno piše na naslovnicah, na Kozmopolitanu recimo, srečo najdeš v sebi. Zdaj, lahko ste prepričani, da si lahko brskate po popku celo popoldne, pa ne boste tam našli sreče. Mislim, da je sreča vedno v drugem. Zakaj? Zato, ker nismo samo individuumi, nismo samo izolirana bitja, temveč smo dividuumi, deljena bitja, ki nas, in to kažejo tudi raziskave, vključno z najdaljšo raziskavo Harvardske univerze, ki traja že več kot 80 let, da ste srečni zaradi drugih. Srečni smo dejansko zaradi svojih prijateljev, zaradi svojih otrok, zaradi svojih staršev, zaradi razmerij z bližnjimi. In na to pogosto pozabljamo. Da nismo srečni zaradi tisočev prijateljev, ki smo si jih nakopičili na spletnih omrežjih, in tudi ta beseda prijatelj je dejansko vse bolj razvrednotena, zato ker jih imamo vse več. Imamo inflacijo prijateljev, ampak zato nismo nič kaj bolj srečni, ker so to tisti prijatelji, ki so namenjeni temu, da ves čas gledamo samo sebe, kot v ogledalu, na telefonu recimo ali pa na zaslonu in se čudimo, koliko se jih je že nabralo. Dejansko smo srečni zaradi tistih ljudi, ki jih v tem času, ko postajamo bolj izolirani, bolj osamljeni pred zasloni, pogosto spregledamo. Ne pogledamo več niti svojih otrok v oči. In prva stvar, ki se zvečer, ki se zjutraj dotaknemo, je tablica ali pa telefon. In zadnja, ki jo odložimo ob posteljo. To ni človek, to je zaslon. In zaradi tega mislim, da moramo spet pogledati čim pogosteje stran od zaslonov, človeku v oči in se posvetiti drug drugemu. In to sem hotel strniti v tem izreku recimo. To je nekako filtriran ta Bob, ker ne vem, kdaj sem takrat to pravzaprav izrekel v nekem intervjuju, če se ne motim, ampak tole sporočilo sem si pa napisal lani, mislim, da v knjižico, ki jo nosim ves čas s sabo in si zapisujem neke misli. In to je bilo vodilo lanskega leta. Zato se mi zdi, da je tudi še letos aktualno. Super. Vaš predmet na fakulteti, epistemologija vsakdanjega življenja, je na videz oksimoron, saj učeni besedi epistemologija, ki pomeni preučevanje izvora, sledi nekaj povsem banalnega, torej vsakdanje življenje. Kaj je pravzaprav znanost vsakdana? Meni se zdi pri tem vsakdanjiku najbolj zanimivo to, kako tiste najbolj običajne teme spregledamo.
zanimajo nas, ne vem, svetovna politika, Donald Trump, ne vem, podnebna kriza in podobno, spregledamo pa tisto, kar je pred nosom. Recimo, kako mečemo stvari stran. To je ena od tem, ki sem jih proučeval v projektu z naslovom Nevidno življenje odpadkov. Meni se zdi izjemno zanimivo, kdaj neka stvar postane smet. Recimo, pridemo domov iz trgovine z neko cvetačo v vrečki, ki smo jo kupili, odpremo hladilnik, tam zagledamo polovico cvetače, prerezane na pol z nožem, ki je že rahlo rjavkasta. Kaj naredimo? Primemo jo, damo novo cvetačo v hladilnik, staro pa vržemo stran. In že ta izraz je zanimiv, da nekaj vržemo stran. Se dejansko nikoli ne vržemo smeti, no, ponavadi ne, recimo, da bi jih vrgli res nekam v kot, ampak jih v bistvu odložimo pod umivalnik v neko posebno posodo, ki rečemo smetnjak ali pa smeti. In potem te smeti znova vržemo stran, ko jih nesemo ven, v večji zabojnik, v kontejner in od tam jih pa odpeljejo potem na smetišče. Ampak ta dogodek se mi zdi ključen, ko je neka stvar postala smet. Se tu smo mi odločali o tem, ali pa so odločali o tem, kaj je smet in kaj ni, kaj vržemo stran in česa ne. In to so take teme, se mi zdi, ko se mi je treba pač tudi antropološko posvetiti. Zakaj zmečemo na leto tukaj hrane stran, mislim, da 64 kg na prebivalca v Sloveniji. Ne gre samo za to, da imamo preveč v hladilniku, očitno jo tudi kupimo preveč. In v bistvu se nam kopičijo po stanovanjih smeti, pač v bistvu naša stanovanja postajajo nekakšna smetišča pravzaprav. Sploh so mi zanimivi ti umestni prostori, garaže, podstrešja, kleti, to so pa purgatoriji za smeti. To so stvari, ki postanejo smeti in jih damo tja, od neke stare žimnice, do kolesa, do odsluženega hladilnika, ker čez 7 let vse prav pride. Ne? In potem prej ali slej te stvari spet vržemo stran. Ali pa pustimo, da se ta garaža nakopiči skoraj čisto do vrha. In to je to v bistvu, čemur se posvečam tudi v svojih raziskavah vse pogosteje. Temu, kar imamo dobesedno pred nosom, pa kar spregledamo. Zato, ker nam je tako blizu, ne? Tako domače, da tega več niti ne opaziš. In to je na nek način zame najbolj vznemirljivo. Ne nujno tiste stvari, ki so daleč, tako kot, ne vem, Trobrijanski otoki, kamor se je odpravil eden od začetnikov antropologije, Bronislav Malinovski. Temveč tisto, kar je tule, zakaj imamo vodo v kozarcu, zakaj je ta kozarec steklen, zakaj pijeva na tak način, kot pijeva vodo, ker tu gre tudi za te navade, ki so privzgojene, za habitus nekaj, kar ponotranimo. In te malenkosti se mi zdijo izjemno zanimive. Ali pa vozniške navade sem tudi raziskoval na različnih lokacijah. V Ljubljani, v Beogradu, v Budimpešti, v Newcastlu, v Angliji in primerjal med sabo, kako te ljudje sprejemajo v prometu. In mogoče precej zanimiva primerjava je bila med Ljubljano in Beogradom. Ne? Tu sem bil kar suveren na cesti s svojim Citroenom C4 Grand Picasso. V Beogradu pa ne več, ne? Ker tam je pa ta piramida, ki deluje po načelu, da si tisto, kar voziš, precej drugačna. Tam je bila na vrhu črna nemška limuzina. Morala biti črna nemška limuzina. In potem si imel tudi prednost v tem primeru v prometu, recimo na enem takem ogromnem rondoju Slavija. Jaz sem se pa tja pripeljal neizkušen, nepripravljen na vožnjo po Beogradu, pa še v neprimernem avtomobilu. No, poskusila sva tudi s sinom, ki ima takrat 8 let kolesariti po Beogradu, pa ni šlo. Ker pač ni infrastrukture, pa tudi ljudje niso vajeni nekega takega vozila. Tako da to so te navade, ki se nam zdijo nekako samoumevne. Se kolesarice pa ja povsod da. Ne, ni res, ne da se povsod kolesariti. Imam prijatelje, ki so poskusili peš iti v ZDA, mislim, da v Houstonu ali pač par teh večjih mestih, kjer je vroče, ker je pač Teksas ali kaj podobnega in ni pločnikov praktično in vsi te čudno gledajo, zakaj hodiš ob cesti, ko probaš priti od 2 načeloma bližnjih točk. Ne? No, prejšnji teden sem bil v Santa Feju
na neki konferenci in točno to se mi je zgodilo. Jaz sem bil edini ta, v narekovajih, norec, ki je hodil peš ob cesti, ker je bil ta hotel, kjer sem spal, precej daleč od lokacije, kjer je bila konferenca in sem ga namenoma zbral tako, sem rekel, da se vsaj malo sprehodim vsak dan, tiste pol ure, hoje pa nikomur ne škodi. No in prebiti se do tam je bilo kar težko. In zadnji dan, preden sem odšel, sem potem srečal nekega kolesarja s tem dirkalnim kolesom pa s čelado na glavi. Mlajši fant, star recimo 22-23 let, pa sem ga veselo pozdravil tam ob semaforju, sem rekel, kako pa si kaj? Rekel je, tole je težko. Veš, jaz nimam avtomobila, sem rekel, jaz tudi ne, ko so si že takoj dala roko in rekel, ampak tule se voziti, prej me je skoraj zbil z avtomobilom, pa za nalašč se mi zdi, ker je videl kolesarja in rekel, ti ne sodiš na cesto. In rekel, ampak jaz ne bom odnehal, to je moja oblika protesta. Torej, da se vozim, da pokažem, da se da. Sem rekel, potem sem dal spet roko ob slovesu, sem rekel, glej, vso srečo, tole bo še trajalo. Tale sprememba, ne? Ker tudi v Amsterdamu recimo je trajalo par desetletij, da se je zgodil ta preskok od zelo avtomobilističnega mesta po drugi svetovni vojni do mesta, ki je zdaj res prijazno kolesarjem. Ampak ta preskok, ta obrat se ne zgodi samo v glavi, seveda, da se vsi odločijo, od danes naprej bomo pa kolesarili. Treba je narediti spremembe na cestah. Infrastrukturne spremembe. Dokler se ne zgodijo infrastrukturne spremembe, se ne bojo zgodile spremembe v glavah. Tega se tudi odločevalci premalo zavedajo. In obratno, dokler se ne zgodijo spremembe v glavah, se ne zgodijo na cestah. In zato jaz mislim, da je ta kombinacija antropologije in inženirstva izjemno pomembna za prihodnost. Tako nastajajo tudi nove tehnologije, ki so bolj ljudem prijazne, nova prevozna sredstva, sredstva javnega prevoza, ki upoštevajo človeka in ga postavljajo v središče. Kaj so bili skozi zgodovino največji dejavniki vpliva na vsakdanje življenje? V tem tisočletju bi to bili najbrž računalniki, pametni telefoni, digitalne komunikacije pa družabna omrežja. Kaj pa pred tem in kaj menite, da še sledi? V prejšnjem stoletju vsekakor avto. Jaz mislim, da je bilo prejšnje stoletje vsekakor stoletje avtomobilizma, ki je avto sam preoblikoval način življenja na zelo pomemben način. Že to, če pogledava, kako so se oblikovala ameriška mesta, recimo. Ta predmestja so lahko nastala prav zaradi avtomobila v zasebni lasti. Zato, ker so se ljudje lahko potem odpeljali v službo, v mestno središče, popoldne šli pa nazaj potem spet na svoj dom, kjer so imeli zadaj za hišo vrt, si spekli tam, ne vem, karkoli že, priredili piknik in potem naslednji dan šli spet v službo. In avto je seveda tudi nekaj, kar ni zaznamovalo samo Združenih držav Amerike, ampak tudi Slovenijo, svet. Tudi poselitev, kakršna je zdaj v Sloveniji, je tudi kar v precejšnji meri posledica te dobe avtomobilizma. In meni je tudi zanimivo, kako se to 20. stoletje še vedno vleče v 21. stoletje. Rekli ste, da je računalnik tisti, ki je najbolj preoblikoval današnji čas. Jaz mislim, da ga še vedno izjemno zaznamuje transport z osebnim vozilom. Druga stvar, ki je v zadnjem času, v zadnjem stoletju izjemno preoblikovala način življenja, pa je tudi ena netehnološka, ampak izjemno pomembna. To so zabojniki, kontejnerji jim rečemo ponavadi. Kontejner je en najpomembnejših izumov, skoraj tako pomemben po mojem kot navigiranje po GPS-u. Zakaj? Zabojniki pridejo stvari do nas v teh velikih zabojnikih, ki potujejo po oceanih na ogromnih ladjah. Do nas pridejo pametni telefoni, računalniki, vse drugo, kar uporabljamo, je tam notri shranjeno. Ko vržemo stvari stran, kot sem prej rekel, kam jih vržemo? Kontejner. Ne? In iz kontejnerja jih potem stresejo na odpad. Ko umremo, kam nas dajo? Tak kontejnerček, ki se mu reče žara ali krsta. Tudi to je neke vrste kontejner. In naša življenja postajajo dejansko vse bolj kontejnerska življenja. Uniformirana, standardizirana, homogenizirana. Naša življenja postajajo kontejnerji, naša stanovanja, bivališča postajajo vse bolj taka, kar je seveda všeč podjetjem, tistim, ki opremljajo stanovanja, če so vsa enakih dimenzij. No in
delček teh zgodb potem se odpre tudi v tej knjigi, novih 2 knjigah Krizolacija, ampak o tem verjetno kasneje, ki sta obe, ne bi rad razkril preveč, ampak povezani prav s tem, kar govorim zdaj. In jaz mislim, da ne smemo imeti v mislih samo teh visokotehnoloških naprav, ki preoblikujejo naše življenje, temveč moramo razmišljati tudi o tem, kako rešitve, kakršen je kontejner, preoblikujejo naš svet. Tudi za vse probleme, včasih so rekli, da za vsak problem, pa za vsako bolezen raste rožica na tem svetu, ne? Ampak tudi za vsak problem imamo kontejner, ki reši ta problem. Recimo, kje ste se testirali za COVID? Verjetno v kontejnerju. Kam naselijo prebežnike, ki pridejo v Slovenijo? Pogosto v kontejnerje. Kam dajo ljudi, ki so izgubili streho nad glavo zaradi potresa ali pa druge naravne katastrofe ali pa povodni? V kontejnerje. Tako začasno bivališče, kontejnersko, sem si ogledal 4 tedne nazaj v Črni na Koroškem, ker družina še vedno živi v 3 bivalnih kontejnerjih, ki so postavljeni en ob drugem, zato ker so izgubili streho nad glavo, ker je bilo njihovo stanovanje poplavljeno. In kontejner je neka univerzalna rešitev za tovrstne probleme. Da ne govorim o bližnji Petrini, ker je bilo še lani spomladi 1300 ljudi na območju Banije in Petrinje v kontejnerjih. Ker takrat, ko jih date v kontejnerje, rešite problem. Prekrijete problem, problema ni več. Potem pa pač odstranite ljudi iz tega kontejnerja, pač žalostna zgodba, da potem, ko je pa čas, da grejo iz kontejnerja kamorkoli že, ko se bližajo recimo volitve, kot na Hrvaškem, takrat jih je treba pa potem pospraviti, da se problema ne vidi več. In zato je to ena od tistih rešitev, na katere moramo biti pozorni. Ker vprašanje, če je to sploh rešitev, ali je to samo prekrivanje problema. Vsekakor pa postaja tudi zaradi kontejnerjev, ne samo zaradi telefonov in avtomobilov, naš svet bolj globaliziran, bolj homogeniziran, mogoče tudi bolj dolgočasen. Še ena tehnologija je, ki se spomnim, da sem bral nedavno avtobiografijo Davida Lyncha in on omeni televizijo, da ima isti učinek. Da pred prihodom televizije, ker on je ravno toliko star, da je spremljal, kako je bilo življenje pred in po še, je bilo med različnimi mesti, ker se je dostikrat selil v mladosti, čist drugačna kultura, čist drugače so se ljudje oblačili, čist drugače so se vedli, druge fraze so imeli. Ko so pa začeli televizijo gledati, so se pa vsi začeli oblačiti tako kot junaki iz serij, vsi govoriti iste fraze. No, se tudi mi, recimo, tudi naša generacija, mi smo televizijska generacija in nas so preoblikovale serije, kakršna je Twin Peaks, recimo, globoko zaznamovale našo generacijo, pa kasneje Beverly Hills, recimo, pa Prijatelji. Friends, Prijatelji, seveda, in tovrstne serije, kjer smo opazovali ti svet, takrat še ravno tam nekje na prehodu, ali pa še v nekdanji Jugoslaviji, ali pa na začetku samostojne Slovenije, in si želeli tovrstnega življenja. Pač seveda smo malo pozabili, da gre vedno za neko fikcijo, za idealizacijo resničnosti, ampak takrat smo bili najstniki, seveda nismo se niti tega zavedali. In smo se seveda skušali oblačiti na ta način. Ampak problem je bil v tem, ker takrat nisi dobil Levis kavbojk pri nas, ampak si imel Vartex, recimo, ne? In potem si moral nekako s tistim, kar je bilo na voljo, improvizirati. Tisti pa, ki so imeli dostop do tovrstnih kavbojk iz tujine, tisti pa so izpadli nekoliko bolj cool v tistem času. Tako da ja, smo seveda tudi televizijska generacija, zasloni so nas zaznamovali. Ampak zanimivo, ne? Pri nas doma nimamo, kot rečeno, ne avtomobila, ne televizije, ne, nimamo televizijskega sprejemnika. In jaz ga nimam že 20 let, no? Doma, še več po mojem, ne vem, od leta gotovo 2000, pač nimam televizijskega sprejemnika, kar spremljam spotoma, če grem k komu na obisk, tudi moji otroci, ne, ko gremo k stari mami, recimo v Celje, njihovi stari mami, moji mami, je ta televizija še vedno tam, na tem pomembnem mestu v dnevni sobi. Včasih je bil gor še prtiček, preden so so postali televizijski zasloni taki, ne, včasih, ko smo imeli tisto veliko kocko, pa je bil gor
kvačkan prtiček in tako en del je še mogoče visel dol. In že to se vidi, kako pomembna stvar je to, v bistvu na nek način središče družinskega življenja. No in ko pridemo k stari mami zdaj na obisk, seveda najprej vzamejo otroci daljinski upravljalnik in si nastavijo karkoli že, nek program in gledajo. Začudeni ta izdelek, ki je na nek način že retro, ne? Mislim, gledati televizijo, se mi zdi, da je tako čudno. Oni gledajo YouTube, recimo. Mi smo se pogovarjali, kaj na televiziji, in skupaj gledali nekatere nadaljevanke, tudi Twin Peaks, recimo, ne? Jaz se prav spomnim, ko, ne vem, smo pogledali kako serijo do konca, do tistega glavnega dela, ko se razkrije, kaj pa jaz vem, kdo je Jack Rasparač, se spomnim, bila ena serija, no, in potem smo takoj dvignili telefone, tiste telefone z žico, ko si zavrtel prijateljevo številko, ga poklical in rekel, a si videl to, noro, ne? In zakaj pa je pomembna televizija bila takrat in česa nimamo več, pa je ta intersubjektivnost izkušnje, ker je šlo za neko skupinsko izkušnjo gledanja. In te serije so nas povezale na nek način. Povezale celo tako, da ljudi ni bilo na cesti v nekem trenutku, recimo, ko je bila na televiziji Esmeralda. Takrat ni bilo na cesti nikogar, frizerji so bili zaprti, tam je bil listek na frizerskem salonu, kjer je pisalo med nadaljevanko, sploh ni pisalo katero, ampak nadaljevanko, pač salon zaprt, ker ni bilo ne strank, ne frizerke takrat. Tu se spomnim, to je bilo leta 2000, se mi zdi, ko je bila Esmeralda na televizijskih ekranih. Takrat smo delali neko raziskavo v Celju o načinu življenja v nekem delavskem naselju Gaberje. Smo trkali na vrata, pa odpre gospa, rekla, a ne veste, da je nadaljevanka? Pa je zaprla vrata. In takrat smo rekli, brez veze, da med 4. in 5. raziskujemo, če je pa takrat Esmeralda. In tako da te serije so nas, oziroma takrat se mi reklo nadaljevanke ali pa nanizanke, so nas preoblikovale, zaznamovale. Tega zdaj nimamo več. Mislim, ne da bi se zdaj hotel spominjati dobrih starih časov, ko smo skupaj gledali Esmeraldo, ker sam je nisem, moram priznati. Vem pa, da je Leticia Calderon, glavna junakinja, res očitno zadela v črno tudi Slovenijo. In če se spomnite, ampak ona je takrat prišla na letališče Brnik v slovenski narodni noši, z avbo na glavi, prav gorenjski narodni noši, z tradicionalnem oblačilu z avbo na glavi in tudi takrat ste lahko kupili skodelico z njeno podobo, ker ona je zadela slovensko bistvo. Ženska, slepa, ki spregleda. Ne? Vse se je tu pomešalo notri. Mojca, kekec, pehta, bedanc, vse se je združilo in vsa ta mitologija in ta ženska, skromna, revna, poštena, je potem spregledala in se zaljubila seveda v tistega, ki je odprl oči. Tako da, po mojem je bila to, mislim, sem se pogovarjal tudi z ljudmi iz Južne Amerike, recimo, iz Latinske Amerike, ki so tudi spremljali Esmeraldo, pa so rekli, pa zakaj ste to gledali, mislim. Sako, ne vem, to je bilo v Sloveniji pač strašno popularno. Ni bila Cassandra, ni bila ne vem katera nadaljevanka, ne Esmeralda. Ta nas je zadela v živo. Ja, pa še zeleno pomeni, ne? Na to sploh nisem pomislil. Mislim, normalno potem, da je žgala. Omenili ste avtomobil. Pred časom ste opisovali svojo izkušnjo kot družina brez avtomobila in vam se to torej obnese. Ampak menite, da je to primeren koncept za širšo družbo? To je eno najnapornejših vprašanj, upam, da se tega zavedate. Jaz imam kadarkoli rečem, karkoli o tej temi v javnosti, same probleme. Ja. Najprej disclaimer oziroma uvodna trditev. Avtomobila ne želim nikomur vzeti. Niti ne želim nikogar prepričevati, naj se ga znebi. Pač tudi svoje mame nisem mogel prepričati zelo dolgo časa, pa sem razlagal, glej mama, to je velik strošek za tebe. Avto, pa je imela star avto, star ne vem, 15 let recimo, Peugeota, zdelanega, zmahanega, ampak ga je vsako leto zavarovala, kasko, pa nove gume, potem imela še probleme, ker je morala skidati sneg, ko je zapadel in prositi sosede, da so to naredili namesto nje. Same probleme, skratka. In pa sem rekel, mama, lej, ti lahko na leto prihraniš
ne vem, ker glede na to, da se ne voziš nič, da prevoziš 2000, 3000 km mogoče na leto, ti lahko 3000 evrov, pa 2000 evrov na leto prihraniš, če nimaš avtomobila, pa lahko greš kamorkoli s taksijem. Pa reka pa, a veš, koliko je taksi drag, ne, on se nikamor s taksijem vozila, ne, do strica recimo, jaz neko je pa v redu, pa kaj pa jaz vem, pa rečeš komu, ne, te pelje, pa mu daš neki denar, to pa tudi ne morem kar naprej fehtati, ne. Tako da smo imela res dolge debate, zdaj se je avta končno znebila in tudi mislim, da sama živi zdaj pač bolje zaradi tega. Ampak v bistvu se te teže bremena niti ne zavedamo, ki pride z avtom. Tudi naša družina, spet nočem posploševati, vem, da veliko ljudi avto potrebuje za prevoz do službe, od službe, za razvažanje otrok na najrazličnejše popoldanske hobije. Tudi jaz jih razvažam, ampak s sposojenim avtom, s tem električnim, ki je na voljo v Ljubljani in drugih mestih, si ga sposodimo, kadarkoli. In 2 otroka vozimo, imam 3, 2 pa vozimo na te popoldanske dejavnosti, na badminton in sabljanje. Prav danes mora moja žena to narediti zdaj, ali pa jaz, tako da moram pogledati, kako je zdaj s temi prevozi. Ker to je vsakdanja logistika, na katero je treba paziti, ki je treba posvečati pozornost in odkar nimamo avta, imamo mogoče nekoliko več problemov z to vrstno logistiko, ampak hkrati pa prihranimo na leto tam okrog 3000-4000 evrov. Ker nimamo avta, pa se vozimo skoraj toliko prej. Poleti si sposodimo, pač rentamo avto za, ne vem, nek daljši čas, za 10 dni, za 14 dni ali pa če kdaj rabimo za 1 teden. Več se vozimo z javnim prevozom, več kolesarim v službo, več hodim peš, ampak to je vse bojda zdravo. Ampak zakaj tak prihranek? Predvsem zaradi cene avta. Avto je drag strošek in avto v povprečju stoji 95% časa. Avto je ena najbolj neuporabnih stvari v našem življenju, ali pa neuporabljanih. Ne? Avto v zasebni lasti. In ko ugotovimo to, kak je strošek, koliko bi lahko prihranili, če ga nimamo, se zgodi ta premik. Pa kot rečeno, zaradi načina poselitve v Sloveniji si ne morejo vsi tega luksuza življenja brez avta privoščiti. Čeprav po drugi strani sam stanujem z družino v Ljubljani, luksus pa ni stanovati v Ljubljani zaradi drugih razlogov, zaradi cen stanovanj in zato ljudje stanujejo v predmestjih, zato seveda potrebujejo osebni avto, da se lahko peljejo v službo, odpeljejo nazaj. Pa ne samo, da imajo na družino enega, imajo 2, včasih celo 3. Ampak to gotovo sem, da če kadar govorim o tej temi, pa res ljudi to zelo razjezi. Pa ne vem zakaj, se mi zdi, da je tudi poleg Esmeralde še avto nekaj, kar je za Slovence izjemno pomembnega. Tako da mi potem pišejo včasih domov, ko sem govoril prav o teh temah, ne, da ne vem, marsikdo bi se lahko avta znebil. Mi pišejo, ne, za nalašč si bom kupil še enega, zato ker si ti tako govoril. En mi je celo napisal, jaz pod kjerga kamna si pa ti prelezel. Verjetno v tem smislu, mislim, kako primitivno življenje živiš, brez avta. Ampak meniš, da glede na pač tudi ta družbeni odnos, da se premikamo proti temu, si imaš ta koncept 15-minutnih mest, ki isto razjezi določene ljudi, ne? Pač po tem konceptu bi lahko v roku 15-minutnih pač hoje uredil vse ključne stvari, ki jih imaš za urediti, pač trgovino imel, knjižnico, lekarno, kaj pa vem, upravno enoto. Karkoli je pa več od tega, pa pač se lahko z busom potem pelješ oziroma je urejen mestni promet ali pa s kolesom. Ne? To je koncept, ki spet urbanisti in okoljevarstveniki pravijo super, potem pa imaš ljudi, ki pravijo, v geto nas hočejo zapreti in osamiti. Ne? Zdaj tudi glede na, če se tu navežem potem na tole izolacijo, ki smo imeli in vašo knjigo Krizolacija, tudi gre za en koncept izolacije, a ne? Ampak se smo v preteklosti tudi živeli v 15-minutnih mestih. Spomnim se, ne vem, svojega otroštva, mladosti,
ko ti ni bilo treba v neko veleblagovnico 5 km stran z avtomobilom, ampak si šel v trgovino, ki je bila natrpana do vrha s stvarmi, taka mini štacuna, v kateri si dobil vse, od banane do jogurta, do celo sadnega, do ne vem, kateregakoli pripomočka si že tisti dan potreboval, kuhalnice, česarkoli, prodajalka je vedno splezala na lestev, našla tisto stvar in ti jo dala. In v bistvu smo imeli pred nosom vse. Za mene je to pomenilo tudi bolj preprosto življenje, ker ni bilo treba iti nekam daleč. Mogoče tudi smo potrebovali manj stvari v gospodinjstvu, manj teh specifičnih stvari, ki jih danes mogoče ne bi dobil. Pa v vsakem primeru mesta so bila drugačna. Tudi mogoče zato, ker je bilo manj avtomobilov. Meni je ena od zanimivih stvari to, da je bilo tudi v središču mest so bili kinematografi. V Celju, kjer sem sam rojen in sem živel, so bili vsaj 3-4 kinematografi. Kino Dom, Kino Metropol, Kino Union, pa še kak kino mogoče, na katerega sem pozabil v Ljubljani, ravno tako. In tja si šel peš. Ne v kino si šel peš. Danes ne v Ljubljani, skoraj da niti ne v Celju, ne moreš iti peš v kino. Razen v tiste specializirane kinematografe, ki so namenjeni mogoče malo bolj nišnim publikam. Enako velja za Ljubljano kot za Celje, se mi zdi. To je nek dokaz, da ne vem, ni nujno vse, kar smo imeli v preteklosti slabo in ne gremo vsem na bolje. Gre pa gotovo za to, da za neko ugodnejše življenje zdaj potrebuješ avto. Ker pa zapraviš ogromno časa, pazite, v avtomobilu zapravimo v povprečju 5-6% časa dnevno. 5-6% časa, oziroma v avtomobilu ali v vozilu. Ko greš na delovno mesto in ko se vračaš z delovnega mesta. Kakšna zguba časa je to? Ja. O družinah smo govorili, veliko krat ste tudi komentirali otroke in tehnologijo in to povezave. Torej, ali menite, da moramo starši postavljati neke stroge omejitve ali pa morda, kot pravi Sonja Livingston, ki predava v Londonu na School of Economics and Political Science, da je to zastarelo razmišljanje o uporabi zaslonov, ki se osredotoča zgolj na čas. Mislim, da ste tudi omenili v svojih zapisih, da se otroci hitro najdejo rešitve za neke tehnološke omejitve, ki jim starši probamo postaviti. Kaj torej menite, da je prava pot? Ja, res je, no, tudi z ženo sva pač v času pandemije covida opremila otroke, naredili smo digitalno preobrazbo, kot se temu reče, kupili 2 prenosnika, 1 tablico, takole kot je tale vaša, da so se otroci lahko šolali nadaljavo, ker je bilo to nujno v nekem trenutku in neizogibno. Kaj se je zgodilo potem, ko je bila pandemija preklicana? Otroci niso šli več ven, ostali so pred ekrani. Zakaj? Ja, ker tam je bil bolj zanimiv svet, se jih razumem. Imeli so Roblox, Minecraft, Fortnite jim sicer nisem dovolil naložiti, ampak vem, da je tudi Fortnite izjemno privlačen. Ja. Vse tiste vsebine, ki so res atraktivne. In tam so se družili. In potem so jim nastavila na računalnike programe, s katerimi so jim omejila čas, ki ga ne preživijo na računalnikih, ampak seveda so našli pot okrog tega požarnega zidu, ki ga sta ga ati in mami nastavila. Plačala za to, pa ste plačala. Najprej smo plačevali za to, da smo imeli internet, potem pa še plačali za to, da nimamo več interneta. Ne? Torej dvojno smo plačali, da smo bili priklopljeni in bili odklopljeni. Potem niso šli ven. Ne? In potem so to omejitev nastavila in še kar so bili računalniki vklopljeni. Jaz sem to prvo na telefonu lahko spremljal. Na telefonu mi je kazali, da so računalniki izklopljeni, odprem sobo, računalniki vklopljeni. Rečem temu srednjemu sinu, on je res računalniški maher, no, tako bom rekel. Sem rekel, Gregi, kaj je zdaj to? Rekel, ati, kaj? YouTube, ne, tam so vsi odgovori. Seveda so našli pot okrog tega požarnega zidu. In to so generacije, to so digitalni staroselci, njih ne moreš pretentati z nekimi takimi rešitvami. Prav ta sin, srednji po starosti, on je že mislim, da nekje pri 8-9 letih, nam tudi ugasnil skoraj internet doma, ker nas je priključil na program SETI, to je program za odkrivanje izvenzemeljske inteligence. Pa smo rekel, Gregi, pa nam internet več ne dela. Rekel, ja pa, se ga ne rabiš več čas, tu delamo vsaj nekaj koristnega, ne? Tako da ne moreš teh pretentati na tak način. Tako da pa sva jim pač vzela računalnike, jih dala v omaro, rekla, gledajte, pejte ven, imejte se fajn. So se imeli fajn.
Tako da moramo seveda tudi starši odločati in določati sebi in drugim, koliko časa preživimo pred zasloni. Ampak vse moji otroci niso najhujši problem doma, jaz sem res hud infoholik, res hud. Jaz, ko zagledam ekran, padem noter in ne grem več stran. In si moram sam sebi nastavljati kup teh omejitev, pasti, da me ujamejo, da mi preprečijo dostop do telefonov. In to so tehnološke rešitve. Minimalist phone na telefonu, block site na računalniku, oziroma kako se že reče, newsfeed eradicator, ja, to sem si moral nastaviti na Chrome. To je vtičnik, plugin za Chrome, ki vam zbriše zid, ta neskončen tok informacij o tem, kaj počnejo drugi, in tam imaš samo neko lepo misel dneva, recimo od Jode iz Vojne zvezd. Do or do not, there is no try. To mi napiše, namesto da bi videl kup informacij o tem, kaj počnete vi, kaj počne kdorkoli, pač na ključnih informacij. Ampak to je ena najhujših tehnoloških pasti in razvijalcev omrežij, kako zadržati ljudi več časa pred telefoni in drugimi napravami, kot je potrebno. Ker v to padete noter, to je ta tok, ki vas odnese. To je tok, v katerega padejo ljudje, ko grejo na stranišče s telefonom v roki in ne pridejo več ven. Oni niso padli v stranišče, oni so padli v tok informacij. To je ta problem. In na take finte nas dobijo. Tako da, kar naprej se moramo omejevati. To je noro. Za Christopherja Nolana, za režiserja, ki je ravno dobil Oscarja za Oppenheimerja, on scenarije piše in režijske knjige na računalniku brez povezave v internet. Ja, normalno, saj tudi pišem knjige, saj drugače ne bi ničesar napisal več, če se ne bi nenehno blokiral. In to je ta pozitivna izolacija, ker izolacija nima samo tega negativnega prizvoka in obraza. Ta pozitivna informacija, izolacija, ki se je reče samota, je tisto, ko lahko ustvarjamo. Seveda takrat tudi trpimo, tako kot je rekel Franz Kafka, je rekel, da pisanje, to je globoko trpljenje v samoti. In to je svoje tudi zaročenki večkrat rekel, tako da ni čudno, da ga je potem pustila. Ker naprej je težil v tem, da on more biti sam, da drugače ne more ničesar napisati. Treba se odklopiti, da lahko ustvarjaš, ampak treba se odklopiti od vsega. Treba se odklopiti od družbe, treba se odklopiti od naprav, ker zdaj so te na voljo. Ne? In pol, če imaš pred sabo ekran, kjer lahko takoj preklopiš recimo na Facebook, Instagram, X, karkoli že, seveda greš tja pogledat, ker je bolje kot pa trpeti pred praznim listom, navideznim listom, na katerem ne piše nič. Ti moraš tam nekaj ustvariti. Zato, kar priporočam je, če želite ustvarjati, odklopite se. V odklopu nastajajo najboljše rešitve, najboljše ideje in nimamo več časa za odklop. Zato mogoče postajamo manj inovativni, manj izvirni kot ljudje v preteklosti. Zdi se, da imamo na voljo vse informacije, ampak prav zaradi poplave informacij ne vemo več, kaj bi z njimi in si sami ne izmislimo ničesar. Še tiste trenutke, ko bi lahko, ne vem, gledalo zrak pa si žvižgal, recimo, ko čakamo na avtobus na postaji, gledamo v telefone. Če vaš kamerman mogoče kdaj pogleduje na telefon. Torej, posvetiva se krizolaciji. Gre za skovanko besed kriza in izolacija, ki je nastala med zaprtjem družbe v času pandemije koronavirusa. Kako menite, da je ta edinstveni dogodek v naši generaciji spremenil naše vedenjske vzorce in družbo nasploh? Zdaj moram nekaj res jasno poudariti. To ni knjiga o pandemiji. Pika. Zaradi tega, da ne bo kakršnega koli razmisleka v tej smeri. Je pa seveda pandemija, ki se je začela leta 2020, pomembno zaznamovala naš čas in to je čas krizolacije. To je nek nov pojav, ki smo posvetili zadnja 4 leta pravzaprav. Ampak krizolacija ne pomeni samo pandemija koronavirusa, zaradi katerega smo se znašli med 4 stenami. Krizolacija pomeni to, da so se vse krize zlile med sabo. Če se spomnite, po pandemiji koronavirusa leta 2022 smo takoj padli v vojno v Ukrajini. Iz vojne v Ukrajini se je medijska pozornost kar naenkrat preusmerila v vojno v Gazi.
Hkrati smo pozabili med pandemijo na podnebno krizo, ki se nam je vrnila in zlila na glavo dobesedno kot lanskega avgusta v Sloveniji leta 2023, ko smo doživeli največjo naravno katastrofo v Sloveniji. In to je krizolacija. Neskončna kriza, ki ni več izredno stanje, ali pa ne samo kriza, pravzaprav krize, polikriza, krize, ki so se zlile v eno ogromno krizo. Zaradi vojne v Ukrajini doživljamo energetsko krizo. Zaradi vojne v Ukrajini recimo ljudje na severovzhodu Anglije, v Newcastlu in Durhamu, to je bilo nekdanje rudarsko območje, bogato z energijo, vse težje živijo. Si ne morejo več privoščiti po zimi niti ogrevanja in se hodijo gret v javne knjižnice in druge javne ustanove, zaradi tega, ker ne morejo plačati računa za 1000 funtov mesečno ali pa 1000 evrov, če prevedem v nam bližje številke. In zaradi te polikrize postajamo vse bolj izolirani, oddaljeni. Zakaj? Zato, ker od jutra do večera pravzaprav spremljamo krizo. Kriza ni več izredno stanje. Kriza je nekoč pomenila neko stanje, prelomno stanje pri pacientu, ko mu bo šlo na bolje ali pa na slabše. Kriza je bilo izredno stanje. Zdaj pa je kriza nova normalnost. In imamo pa še eno krizo, ki pomembno vpliva na nas, informacijsko krizo. Ne vemo več pravzaprav komu verjeti. A je to Siol? Ali je to RTV Slovenija? A je to Delo? A je to Večer? So to Slovenske novice? A je to TikTok? A je to Instagram? Informacij je enostavno toliko, da ne vemo, kaj z njimi. Ne vemo, kaj je res, kaj ni. Ni več nekoga, ki ti pove, kot včasih na televizijskem ekranu, spomnim se na televiziji Slovenija, Jožeta Hudečka, ki je povedal, kaj se dogaja v državi. In potem smo pač verjeli. Tako kot seveda smo takrat gledali tudi vsi Esmeraldo ali pa Sever in Jug in podobne nadaljevanke in nekaj doživljali hkrati skupaj. Zdaj pa nimamo več zgolj medijev, ampak smo postali ljudje mediji, ki lahko druge obveščamo o tem, kaj mislimo, da je res. In jaz mislim, da smo tudi v neki krizi resnice, krizi vere v znanost, pa ne bom rekel vere v znanost, krizi znanosti, ker vera pa znanost sta pač dva različna pojma, ne? Ampak gre za krizo zaupanja v znanost. Ne? Znanost je pač nekaj, kar nas tudi povezuje. Gre za neko tudi skupinsko odločitev, da zaupamo nečemu, kar so dognali strokovnjaki za neko področje. Pa ne bo to antropologija, strojništvo, medicina, karkoli že. Ne? Ampak zdaj ima pa vsak lahko svoje mnenje o čemerkoli, ki ga tudi javno predstavi. In če ima 5 milijonov sledilcev, mu bo svet nasedel. Tako kot so recimo v času pandemije koronavirusa verjeli temu igralcu Woodyju Harrelsonu, ki ima res na milijone sledilcev, ki je pač predstavil eno od teh teorij, da z cepivom zoper COVID vam ubrizgajo v telo seveda tudi čipe, prek katerih vas bodo spremenili v zombije in vas usmerjali nadaljavo prek stolpov 5G. Ne? In mnogi so mu verjeli. Zakaj? Zato, ker ima bistveno več sledilcev kot marsikdo od znanstvenikov, ki se ukvarja s to temo. In zdaj ni več važno, kaj veš, koliko sledilcev imaš. Če ste vplivnica tipa Kim Kardashian, ki sledi na Instagramu po mojem 300 ali pa 400 milijonov ljudi, potem vsaka vaša objava zatrese svet. Vsaka trditev, tudi trditev bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je objavljal ta čas, prav tudi med pandemijo, marsikaj, od tega, da je dobro mogoče grgrat hidroksiklorokin, se prežarčiti z ultravijoličnimi žarki, da bi na ta način uničili viruse in podobno. Pač ljudje so verjeli tudi takim trditvam. Zakaj? Zato, ker je povedala to neka oseba, ki ni samo pomemben odločevalec v ZDA, ampak ima tudi ogromno sledilcev. In zato pravim, da so tovrstna mnenja lahko izjemno škodljiva. Zato, ker nas konec koncev tudi delijo.
In jaz mislim, da je ena glavnih posledic našega življenja na omrežjih, izoliranega življenja pred ekrani, pred katerimi smo po statističnih podatkih tam 8 do 9 ur dnevno, večino budnega časa smo pred ekrani. Ena od posledic je, da smo bolj razdeljeni, bolj izolirani in da smo obtičali v informacijskih mehurčkih. To me najbolj skrbi. Da se res uresničuje tista ominozna prerokba Margaret Thatcher iz leta 1987, ko je rekla, družba ne obstaja. Obstajajo moški, obstajajo ženske, obstajajo družine, družbe ni. Ker kaj potrebuješ za družbo? Konsens. Tega pa nimamo več, ker smo razdeljeni. Politično razdeljeni, idejno razdeljeni, ideološko razdeljeni in živimo v paralelnih svetovih. V svojih objavah na družbenih omrežjih pa v knjigi Antropologija med štirimi stenami ste med vrsticami večkrat omenili, da pripravljate tudi distopični roman. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste ga potem tudi napisali? Rad pišem, najbolj me je to spodbudilo. Pa všeč mi je ta kombinacija umetnosti in znanosti. Tudi konec koncev delam na znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Jaz mislim, da se lahko tu nekje vmes najdemo, srečamo, ker se mi zdi, da lahko z romanom povem bistveno več o marsičem, kot pa zgolj z nekim znanstvenim tekstom. Mogoče tudi odprem možnost nekomu, ko ga pritegne zgodba, da bo prebral še znanstveno knjigo. In vi ste prebrali celo obe in veste, da so v eni odgovori na druge, ker tudi roman pušča kup stvari odprtih in ta znanstveni del odgovori na vprašanja, ki ostanejo tam odprta. In enako velja za roman. Tisto, kar je v znanstveni knjigi neodgovorjenega, na to odgovarja potem roman. Pa še to mi je bilo všečno, v bistvu od tot ideja, zakaj ne bi napisal enkrat znanstveno-fantastično delo. In zato je zdaj nastala krizolacija kot nek skupen koncept, ampak ena je fantastična povest o izoliranih ljudeh, tu aludiram seveda malce na Miška Kranjca, oziroma je nastalo neko delo, ki sodi, kot je rekel moj prijatelj Grizli, Gregor Stamejčič, v žanr socialnega futurizma. To je torej tako kot Miško Kranjec, samo da se dogaja v neki nedoločljivi prihodnosti. Potem pa je tu še ta znanstveni del in ko združimo to dvoje skupaj, nastane znanstvena fantastika. In to sem si želel, da napišem končno enkrat res znanstveno, fantastično delo. Tako da upam, da bojo bralci zanimanjem brali krizolacijo, ki pa, še enkrat poudarjam, ne govori o pandemiji koronavirusa, govori pa o nenavadnem času, ki ga živimo danes. In v knjigi se sprašujem o tem, kakšen človek nastaja med štirimi stenami in pred ekrani. Jaz mu pravim homo insulatus, izolirani človek. Prej, v času pandemije koronavirusa, sem pravil homo covidensis, ampak mogoče je bila to samo ena taka predstopnja homo insulatusa. In vedeti moramo, da od tega našega načina življenja, izoliranega načina življenja, nekateri res dobro živijo. Ker smo zaradi tega načina življenja več pred ekrani, več priklopljeni na digitalno stvarnost, manj povezani drug z drugim na fizičen način. Manjkrat si pogledamo v oči. Tako da ne bom rekel, da je tu kakršnakoli teorija zarote zadaj, ker mislim, da ni. Ne gre za nobeno globalno teorijo zarote, s katero nas neka klika izbrancev vodi za nos. Drži pa, da od našega načina življenja neka klika posameznikov, predvsem posameznikov, nobenih posameznic ni zraven, samo moški so to, živi izjemno dobro. Ta hip ima 8 ljudi v rokah toliko premoženja kot najrevnejša polovica svetovnega prebivalstva. 8 ljudi ima toliko premoženja kot 4 milijarde ljudi. V ZDA so te razlike še večje. Tam imajo 3 ljudje v rokah toliko premoženja kot najrevnejša polovica ameriškega prebivalstva. In kdo so ti ljudje? To so tehnofeudalci, kot jim pravi Varoufakis. To so ljudje, ki živijo od najinih podatkov. Mi pa smo vse bolj podatniki novega sistema. Ne samo podaniki, ampak podatniki.
ki živimo na strežnikih tujih podjetij, naši podatniki. In na ta način postaja naša fizična telesa vredna vse manj, vse več pa so vredni ti naši podatniki, ki se skrivajo na tujih strežnikih. In o tem govorita obe knjigi. Ne bi zdaj spet razkrival preveč. Zgodba je postavljena v svet, ki potencira izkušnjo teh kriz in zaprtja družbe, izolacije te. Zraven pa ste vključili še številne druge koncepte od umetne inteligence, družbe nadzora, omamnih vidikov virtualnih igričarskih svetov in celo OnlyFans, neko različico. Kako ste pa razvijali zgodbo in teme? Zdaj, po pravici povedano, izhajal sem iz naše hiše, kjer stanujemo, večstanovanjske hiše, ampak to je pač hiša, iz katere sem izselil vse ljudi in naselil nove like vanjo. Zato, ker je najlažje pač delati po nečem, kar poznaš. In kar mi je zanimivo je, koliko ljudi mi je reklo, pač ko sem jim dal zabrati to knjigo, neke te zgodnje verzije, so se prav razjezili na mene, so rekli, zakaj pa si mene opisoval, ne? Pa so rekel, jaz nisem tebe opisoval, ne? Mislim, jaz sem pač pisal na splošno. Prav ljudje so se razjezili, zakaj njih opisujem, ampak res iskreno nisem imel njih v mislih. Tudi, mislim, kanček sebe sem dal seveda noter, ne? Kar bo tistmu, ki bo bral to, bo mogoče tudi prepoznal, v katerem liku se potem pojavim sam, ampak nisem pisal po nikomer. In kot ste zapisali prav vi, ne? Se mi je zdela to zelo dobra ponazoritev v spremni besedi k tej knjigi. To je Slovenija v malem. In dejansko gre za Slovenijo. To ste dobro ugotovili pravzaprav, ker to je nek košček, kakršna bo Slovenija čez 20 let, recimo 30 let, ne? In ko bomo mogoče bolj izolirani, še vedno blizu drugim, ko se bomo pogovarjali samo po ekranih, pa še vedno bomo ostali ljudje, ki govorijo po slovensko, in se preobražajo hkrati v nekaj novega. Tako da odkot so nastali ti liki, predvsem seveda iz znanstvene raziskave. Ker jaz sem dal že leta 2021 poziv na omrežja, javite se tisti, ki ste izolirani, ki ste doživeli kdaj v življenju izolacijo, osamljenost, ki ste v krizi, pač nisem napisal, koliko časa morate biti izolirani, nekakšna kriza, ne bi vas doletela. In javil se je cel kup ljudi, katerih zgodbe sem potem predstavil v znanstvenem delu. In ena od teh zgodb je recimo zgodba Raframa, zapornika, ki je obtičal v libijskem zaporu pod Gaddafijevim režimom, ker je šel tja fotografirati judovske spomenike, sicer judovskega porekla, in so ga potem ujeli, ga strpali v enega najhujših zaporov na svetu, ga okrutno mučili več dni, tako da je bil povsem izgubljen v svoji glavi in ga strpali v samico potem za pol leta. Ni vedel, ne kaj se bo zgodilo z njim, ne ali bo prišel ven, nič. In potem je po čudnem spletu na ključi, taka res bizarna zgodba, v kateri je spet upleten nek super milijonar in vlade različnih držav, prišel ven in mene je zanimivo, kak človek je on prišel ven. Tudi on ni več isti, kot je bil in ne bo nikoli več isti zaradi te izkušnje izoliranosti, izkušnje samote in samice. Druga izkušnja je recimo izkušnja nekega Srba, Beograjčana, ki je obtičil v bolnišnici, zaradi tega, ker je bil pacient nič pravzaprav, oziroma en prvih pacientov, ki je zbolel za covidom v Srbiji in so ga dali najprej v izolacijo v bolnišnično sobo za več mesecev, potem pa v izolacijsko komoro, tako kocko, kot je on opisal, in je bil tam najprej 2 meseca, potem so ga poslali domov, potem je spet prišel nazaj, ker se mu je stanje poslabšalo še za 1 mesec in on je doživel takrat hudo pomanjkanje dotika. Prav fizično pomanjkanje dotika, ker se ga ni nihče dotaknil. Razen takrat, ko so mu zabodli iglo v roko in potem se je sesul. In kdo je prišel k njemu v izolacijsko komoro, kljub temu, da ne bi smela? Medicinska sestra in ga je objela. In on je rekel, da takrat je začutil, kako sta povezana. Mislim, in kaj je tisto, kar je res rabil?
Ni bilo to samo ozdravitev, nujno je rabo dotik, ki ga ni imel. Ker dotik je nekaj res osnovnega, človeškega. Tudi ko človek predn umre, se ga pogosto dotaknemo in potrebuje dotik. Želimo se dotakniti nekoga, ki se poslavlja v to dokončno izolacijo. In kar je pa on rekel na koncu, in to se mi zdi najbolj zaskrbljujoče, je rekel, Dan, veš, ko sem jaz prišel ven, sem postal človek na naslednji stopni. In on s tem ni mislil na übermenša, na nadčloveka, ampak je mislil kot v računalniški igri. Je rekel, jaz se vodim zdaj oddaleč, veš, jaz se gledam, kot da bi kamera, ne da bi v prvoosebno igro igral, ne? Ampak kot da tretjeosebno igro igram, vodim svoje telo oddaleč, se gledam, opazujem, kaj se še dogaja okoli, ker me je strah. Ker me je strah, kaj je za ovinkom. In vsak dan pazim, kam stopim. Taki ljudje tudi postajamo seveda v izolaciji, v osamljenosti. Pa zgodba neke Poljakinje, ki je obtičala v svojem stanovanju za leto dni, tudi med pandemijo in ni šla ven, ostala pred ekranom. Pa ne zato, ker bi se česa bala, pa ker ji ni bilo treba, ker dela nadaljavo za podjetja in ker ni nikogar poznala. In ker nikogar tam zunaj ni bilo. In mogoče je bil ta čas pandemije covida vendarle vpogled v tisto, kar nas čaka v prihodnosti. Tisto, o čemer so pravzaprav pisali že mnogi avtorji znanstvene fantastike, vključno seveda z Isaacom Asimovom, ki je opisoval Zemljo v prihodnosti, rečemo 5000 let v prihodnosti, ko bomo živeli vsi pod kupolami, v svojih jeklenih votlinah in si ne bomo upali izstopiti ven. In s to dilemo o tej dilemi se sprašuje ta knjiga. In jaz postavljam kot kontrapunkt homo insulatusu, homo deusa, o katerem piše Harari. In homo deus je neka fikcija, ki je velika večina ljudi na tem svetu ne bo nikoli doživela, zelo verjetno. Zato, ker si bodo lahko privoščili kognitivne nadgradnje, tisti, ki bodo imeli dostop do informacij, do Neuralinka recimo, ali pa si bodo privoščili podaljšati življenje z prehranskimi dodatki, ki so dragi, kot pravi Ray Kurzweil, on pravi o tem, da se bomo vsi naložili na matrico leta 2045, ampak on poje na leto ne vem za koliko milijonov dolarjev prehranskih dodatkov, ker si to lahko privošči, da si podaljša življenje. Večina ljudi pa bo tudi v prihodnosti, mislim, ostal homo insulatusov z nogami trdno na tleh ali pa celo v blatu in z ekranom pred obrazom. In eno je seveda ta amorfna gmota, o kateri je govoril nek slovenski poslovnež pred časom, drugo pa elita, ki se dejansko ta hip poslavlja z planeta. Tudi oni so izolirani. Njihova edina želja je iti stran, iti ali v vesolje, na Mars, se vkopati pod zemljo, v zaklonišča. Pač tu smo naredili, kar smo naredili. Mislim, pobrali smo, kar smo nameravali, gremo zdaj stran. In tega me je pa res strah, no? Tega obrata, ki se nam zdaj dogaja. Obstaja ena zelo dobra in optimistična kratka zgodba od N.K. Jemisin, kar je ena najbolj proslavljenih avtoric SF ameriških in naslov ima Emergency Skin. In tam se zgodi to, da ti milijarderji odidejo, ves preostanek sveta pa odkrije empatijo in svet postane pač srečen. In oni pa potem morajo vsake toliko hoditi nazaj po pač neke zarodne celice, ki jih potrebujejo, da lahko vzdržujejo svoje življenje v temi pač vesolja. Ne? Pa se so bogi po svoje, veš, meni se tudi smilijo na nek način, ker oni se pa res borijo s hudimi strahovi, paranojami. Recimo, ko pač denar ne bo več vreden nič, a nas bojo potem naši varnostniki pobili. S takimi dilemami se sprašuje takrat, ko se skrivajo v svojih zakloniščih, ki so si jih že pripravili, ne? Na Novi Zelandiji, na Aljaski in druge na oddaljenih lokacijah. Mislim, to je tudi neka osamljenost. Jaz vsaj lahko hodim tule ali po Ljubljani, ali po Celju, ali pa po Murski Soboti, pa ne vem, načeloma me ni strah srečati človeka. Ali vas je k pisanju spodbudila morda tudi skrb, da naša družba dejansko postaja takšna? Mislim, da ste nekaj podobnega že zdaj omenili. George Orwell je recimo prav zato napisal 1984 in podobni vzgibi so spodbudili tudi Charlieja
Brookerja, ki je ustvaril serijo Črno ogledalo. Orwell ni imel prav. Huxley je imel prav. In naša prihodnost ni siva, rjavkasta, teh nekih dolgočasnih odtenkov, kakršen je roman 1984, ki je fantastičen roman, ta hip ga prav ta moj srednji sin bere, ne? Se mi zdi, da je to temeljno delo, ki ga mora vsak prebrati, če želi razumeti današnjo družbo. Ampak zakaj je imel Huxley prav v krasnem novem svetu? Zadeti kot mine od vsebin, ki se ponujajo po ekranih. To je naša soma. In gledamo te vsebine in podrsujemo po ekranu in hkrati koga gledamo? Gledamo svoj odsev na zaslonu. Naša soma smo pravzaprav mi sami. Zagledani vase, zadeti od sebe, zadeti od všečkov, ki jih požanjajo naše objave, zadeti od selfijev, ki jih delimo. Mislim, na planetu vsak dan delimo samo na androidnih napravah 100 milijonov selfijev, fotografij sebe. A ni to bizarno? Zakaj delimo fotografije sebe? Če bi pred 25 leti videli nekoga mojih let na plaži, ko obrne fotoaparat proti sebi, se fotografira, gre potem k fotografu, razvije te fotografije in jih deli naslednji dan po plaži. Kaj bi si mislili o takem človeku? Pa da je nekaj resno narobe z njim, neverjetno, totalni narcis. Danes je to normalno. Danes je to samoumevno, celo več. Danes je to treba narediti. Če nekam greste v Pariz ali pa na Brač ali pa ne vem, na Havaje ali pa v Santa Fe, pa niste naredili selfija, zakaj ste pa bili tam? Kak smisel pa ima, če niste potrdili, označili, da ste tam? Kaj šele, če pretečeš maraton? A to itak, ne mislim. To bi se takrat bi jaz tudi selfie naredil, moram priznati. Ko ga bom, mogoče takoj, ko za Pahorjem na cilj pritečem, naredim še jaz selfie. Obljubim. Ne obljubim, da bom pretekel maraton, ampak obljubim, da če se zgodi kaj takega. Pahor je zelo hit. Se vem, ja, tega se bojim. Nima resne službe, pa ima čas za trening. Ma resno službo. Se tudi biti vplivnež oziroma influencer je resna služba. Vse bolj resna služba, se mi zdi to. In tudi naporno je biti ves čas pred kamerami, ves čas razkazovati svoje dosežke. In kar se mi zdi še zanimivo je ta obrat, ki se nam je zgodil v zadnjem času. Včasih je bila paranoja to občutek, da vas ves čas nekdo gleda. Danes je pa ravno obratno. Danes je pa paranoja to, da vas nihče ne gleda. Tega vas je strah, če objavite ta selfie, ko ste pretekli maraton, pa da nihče tega ne pogleda, nihče tega ne komentira in nihče tega ne všečka. To je nočna mora današnjega časa. To je ta paranoja, glavni strah, nihče nas ne vidi. In zato pravim, da smo zadeti od sebe, od omrežij, ki nas ves čas postavljajo v središče. In to so Facebook, čigava knjiga je Facebook, vaša knjiga, pa moja knjiga, ne? O meni piše. YouTube, o čem govori YouTube? O vas, ne? To je vaš kanal. A pa naš kanal, karkoli že. iPhone, telefon, ki vas postavi v središče. MySpace, vsa omrežja vas so usmerjena v to, da vas osrečujejo s tem, da ste vi vedno v središču. So dobesedno egocentrična. In zato imam to štempiljko s sabo, na kateri piše, da sreče ne najdeš v sebi, temveč ob sebi. A vam dam en štempelj? Ker zdaj živimo itak v času štempljanja in je to še nekaj, kar je treba narediti, se mi zdi, ob koncu delovnega časa, pa se mi zdi, da je mogoče ta štempelj vseeno boljši kot tisti digitalni, s katerim se moramo sicer označevati, da res delamo ali pa da ne delamo. Tudi to nas mogoče čaka v prihodnosti, skaj nam ne bi pa v glavo dali mogoče čipov, s katerimi bi sledili, kdaj razmišljamo in kdaj ne, za znanstvenike recimo. Tako da med malico potem nehamo razmišljati, ko pa pridemo nazaj na delovno mesto, pa spet začnemo. Ampak spet, sliši se kot kakšna epizoda Black Mirrorja, ampak podjetje Prophetic razvija prav tak trak, ki si ga date po noči na glavo, zjutraj pa lahko na telefonu preberete, o čem ste sanjali. In ne samo to. Prophetic, podjetje, ki je sicer povezano z Muskovim Neuralinkom, obljublja tudi, da lahko potem še po noči izkoristite vaše kognitivne kapacitete. Torej, med spanjem delate.
Odlično. Ne? In to je tisto, kar si želijo podjetja. Izkoristi teh zadnjih 8 ur izolacije osame, ko smo res sami in priti tja noter. Zato je rekel direktor Netflixa pred parimi leti, 5, 6 leti, da njihova največja konkurenca ni HBO, ampak spanec. Spanec ljudi, ker ljudje grejo spat. Oni si pa želijo priti še v ta čas. In potem sem svojim otrokom predstavil to grozljivo misel. On se rekel, ja, super, potem zakaj bi spali, zakaj bi zapravljali čas? Se lahko še takrat gledamo risanke, ko spimo. Ja, no, vsekakor jim je moralo biti všeč. Ja, meni se zdi, njim se zdela to genialna ideja, mene je pa postalo strah. Ja. Dan, hvala za pogovor. Nasvidenje. Hvala.